včeraj smo bolj počivali, ker smo imeli 2 pohoda prej, en dan za drugim, pa sva rekla, da en dan pa moramo biti frej, tako da smo bili bolj na tistem mestu, ker sem izpraznovala rojstni dan. Sicer je bilo na koncu kar delovno, ker sem imela za delati, ampak saj nismo hodili. Ja, malo sva ujela vse opravke, ki so se nama počas nabirali. Danes gremo pa zdaj naprej, najprej se bomo spet spustili v to glavno Aosta dolino in šli bolj naprej proti zahodu v smeri Francije in v eno sosednjo manjšo stransko dolino. Tam je spet en pohod, tako da moramo malo pohiteti, zaradi tega, ker bo jutri še lepo vreme, pa bo pa verjetno 2 dni bolj oblačno, tako da če bo vse po sreči, bomo šli jutri spet hoditi. Dobro jutro, danes smo spet malo bolj zgodaj vstali, ker gremo spet hoditi. Današnji pohod bo malo daljši, kot so bili do zdaj. Mislim, da je nekih 13 km, vse skupaj pa 850 višinske. Tako da moramo zgodaj štartati, če hočemo priti še pravi čas pred inštrukcijami nazaj, pa kaj pojesti, pa se še malo spočiti. Ja, nismo pa spali na izhodišču, zaradi tega, ker je gor prepovedano prenočiti s kemperjem, pa kakor smo prebrala, tudi ni signala, tako da tudi če bi bilo dovoljeno, da bi mogla tam prespati, tako da se moramo najprej zapeljati 8 km še po tej dolini navzgor. Tale pohod je bil res kratek, trajal je 1-2 minuti, naredili smo 100 metrov pa 2 metra višinske, pa smo prišli do table, kjer je pisalo, da so psi prepovedani. Ja, bila sva sicer prepričana, da to pomeni, da morajo biti na povodcu, tako da sva šla pol v hotel vprašati, kaj to pomeni, in so nama razjasnili, da so res prepovedani, niti na povodcu ne smejo biti, ker je to narodni park kao. In živijo tukaj živali, ker drugi očitno ne živijo, in jih lahko psi lovijo, tudi če so na povodcu. Tako da so prepovedani in je kazen lahko tudi 1000 evrov. Ja, tako da zdaj bomo se odpeljali nazaj dol v dolino, tudi da dobimo en signal, pa bomo pogledali, če je kakšen tle zelo blizu, kakšen krajši pohod, ker ful veliko časa nimamo zdaj, da bi se nekam daleč vozili, pa še ful hodili. Če ne, se bomo pač nekaj parkirali, pa bo ta dan malo bolj easy, na žalost. Tako da ja, za brez veze sva zjutraj vstala, se sem vozila, naštimala ruzake in sendviče in vse, ker ja, smo hodili 2 minuti. Žal tudi ta drug hike, kamor smo prišli na izhodišče, tudi tukaj je ta nacionalni park in tudi tukaj pes ne sme, oziroma nisva zdaj čisto prepričana, ker piše, da na določenih poteh lahko, ampak nikjer pa ni tega seznama, kje so te določene poti, tako da rajš pol nismo riskirali 1000 evrov kazni.
in smo pač se vrnili v kemper, pojedli kosilo, malo počivali, zdaj gremo pa tukaj čisto v vznožju hriba, je en bar, kjer imamo namen iti na eno tortico italijansko. Na poti naprej, danes nimamo veliko za prevoziti, mislim, da samo enih 20 km dobrih. V bistvu bomo sami iz te doline se dol pelali in tam pol malo naprej nad glavno dolino Aosta, prespali v eni cerkvi verjetno, in to je to, tak je plan za danes. Ja, danes je bolj deževno vreme, drugače pa morava povedati, da malo ko me čakajo že, da pridemo v Francijo, zato ker tukaj niso glih lepi placi, vse so samo neka parkirišča, pa ki je tudi prepovedan za kemperje, pa tako da je kar malo naporno skozi paziti, kje boš, tudi pa kje boš lahko hodil s psom, tako da, ja, ne vem, upava, da bo v Franciji malo boljš, pa da bojo tudi kakšni malo bolj divji placi, kjer bi lahko malo več dni ostala, ker tole parkirišča sredi vasi glih niso preveč za nas. Je pa zelo lepo za hoditi, no, to pa je za priznati. Smo se parkirali nad Aosto pri eni cerkvici. V bistvu je to tudi izhodišče za neke sprehodke, tle so neke peš poti, tako da mislim, da bo še kakšen lep sprehod začnov tukaj. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio!